V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam prijeten postanek na tem svetem kraju, kjer nam Bog podaja roko. Evangeličanska cerkev dobrega pastirja Novo mesto je cerkev za 3. tisočletje. Gostoljubna, raznolika in vključujoča. In zavedamo se, da je cerkev najboljše mesto za soočanje z verskimi dvomi in vprašanji sodobnega časa, zato dobrodošli. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta za molitveno srečanje z branjem psalmov. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na predavanje z diskusijo. V četrtek ob 19. uri je srečanje za ženske vseh generacij. Srečanje bo izjemoma v četrtek in ne v petek. Tema srečanja je pismenost. V nedeljo ob 10. uri pa smo spet vabljeni na nedeljsko bogoslužje. Grafičnemu studiu Špes Novo mesto se zahvaljujemo za donatorsko izdajo knjige Pesmi srca za Boga, vernic Marije Barborič in Ivanke Dvojmoč. Knjiga je brezplačna in jo lahko vzamemo pri obeh izhodih iz cerkve. Včeraj je bilo celodnevno srečanje za pare v zakonski in partnerski zvezi s predavanji in terapevtskimi delavnicami. Zbrali smo se z željo, da izboljšamo partnerski odnos. Ker je bil lep obisk in dobri odzivi, bomo s takšnimi druženji nadaljevali. Sedaj pa bomo zapeli veselo pesem z naslovom To je ta dan. Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je iz 1. Janezovega pisma in pravi: Zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Prisluhnimo še poeziji iz 73. psalma. Božja bližina je dobrina zame. Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh tvojih delih. Vedno bom s tabo, prijel si me za desno roko. Svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzemi v slavo. Koga imam v nebesih,
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Skala mojega srca in moj delež je Bog na veke. Amen. Besede milosti in slavospeva so iz Danielove knjige in pravijo: ne boj se, ljubljenec Božji, mir tebi, bodi močan, da, bodi močan. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Priznajmo še svoje grehe. Naš Bog, dobro je za nas, da poznaš poti našega življenja in nas vodiš k cilju. Pogosto smo z našimi močmi na koncu in naša vera hrepeni po poživitvi. Zato prihajamo pred te in te prosimo, napolni nas z novim veseljem do tvoje besede, osveži nas z obljubo tvoje ljubezni, oživi naše upanje, da bo tvoje delovanje v nas prinašalo sadove za večno življenje in se nas usmili. Kristus, usmili se. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki pravi: Jezus, poveži nas. Izvolite sesti. Sedaj pa je na vrsti pobožnost za otroke, ki jo imenujemo utrinek za otroke, tako da otroci hitro naprej v tale krog spredaj, kjer bomo si pogledali ene zanimive slikice. Hitro, otroci.
Tako, dragi otroci, poglejmo si prvi prizor. Ali vam je kaj znan? Ste kdaj videli starše s kosilnico okoli hiše? Ali pa okoli bloka, hišnika? Pa da ne bomo delali razlik, mogoče ste kdaj videli vašo mamo okoli hiše, ker je bil oče v službi. Mogoče pa ste si bolj zapomnili takšen prizor s traktorsko kosilnico, kjer lahko sediš, ne rabiš hoditi. Vi ste še majhni otroci. Koliko od vas je že kosilo? Verjetno še nihče. A mogoče so vam pa starši kupili kakšno igračo kosilnico? So? Potem pa še morajo. Da se boste čim prej seznanili s košnjo. Mogoče fantje bolj kot dekleta si želijo, ko gledajo starše, kako kosijo, kdaj bom jaz tako velik, da bom lahko kosil. In kot otroci opazujemo očeta, mamo in si želimo, nekega dne bom tudi jaz tako velik. In to je velik mejnik v odraščanju. In nekoč se zgodi, pride dan, ko lahko začnete kositi. In kaj ugotovite? Mogoče odrasli, kaj ste ugotovili? Da je to kar težko kositi travo. Nekako je zoprno. V vročih dneh je vroče, v mrzlih je zelo zoprno. Ni pa nobene bližnjice. Treba je čez vsak kvadrat vrta iti s kosilnico. In nažalost je na vrtu še precej ovir, gugalnica, gredica, okrasno drevo in zaradi vseh teh ovir je košnja še težja. Čeprav je videti košnja čez okno zabavna, pa potem ugotovimo, da ni tako prijetna. In zato se kdaj zgodi, da vidimo tudi tak prizor. Ko odrasli obupajo nad košnjo. Zaradi kosilnice ali pa pač zato, ker je težko. In ko obupamo zaradi košnje, si spet zaželimo, da bi bili otroci, da bi bili spet majhni. Vendar otroci v naslednjih letih svojega življenja boste sprejemali velike odločitve. Matura, izpit za avto, služba, morali se boste odločati, kako boste živeli. V redu je sanjati o prihodnosti, pametno je načrtovati te velike trenutke, vendar to vam naj ne prepreči, da bi uživali danes. Čeprav se vam tudi danes mogoče zdi težko biti otrok, ampak nikoli več ne bo tako lepo in lahko. Sploh, če pomislite na košnjo trave. Edina stvar, ki vam bo dajala trajno veselje, ne glede na to, kaj se zgodi v vašem življenju, pa je odnos s Kristusom. Morda boste postali slavni pevec ali zdravnik, morda voznik avtobusa ali reševalec. Če se spomnite, da je Bog na prvem mestu, potem vas nič ne bo moglo oropati veselja do življenja in potem bo tudi košnja zelo prijetna. V življenju skozi kosilnico vas ne bo nikoli zapustilo veselje. Tako, dragi otroci, sedaj pa čas, da greste na verouk z vašimi učiteljicami, veroučiteljicami, kjer boste spoznali še kakšno novo zgodbo iz Svetega pisma. Hitro.
Mi pa nadaljujemo z današnjim berilom iz pisma Efežanom, 4. poglavje, 1. do 6. vrstica, opomin k edinosti. Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani. V vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti, v ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kakor ste bili poklicani v enem upanju svoje poklicanosti. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in vseh. Današnje besede apostola Pavla nas opominjajo na nekaj zelo pomembnega. Kličejo nas k edinosti. Pavlovo sporočilo je jasen in ljubeč opomin, da živimo vredno svojega poslanstva kot otroci Boga, ki nas je poklical v svojo družino. Ponižnost, krotkost in potrpežljivost pa niso lahke vrline. Saj je naša naravna nagnjenost pogosto ravno nasprotna. Želimo biti v ospredju, dokazati svojo moč in sposobnosti. Toda Jezus uči drugače. V svojem življenju je bil popoln zgled ponižnosti in krotkosti. Ni iskal lastne slave, temveč je služil drugim. In tudi mi smo poklicani, da v ljubezni prenašamo drug drugega, kar pomeni, da smo potrpežljivi in razumevajoči, predvsem do pomanjkljivosti in napak svojih bližnjih. Pavel nas tudi opominja, da si prizadevamo za edinost duha z vezjo miru. Edinost je ključna v Kristusovem telesu, ki je cerkev. Pogosto pa se med nami pojavljajo razlike, različna mnenja, stališča in navade. Toda te razlike ne smejo biti vir razkola, temveč priložnost za medsebojno dopolnjevanje in rast v ljubezni. Klic k edinosti tudi ni klic k enoličnosti. To torej ne pomeni, da moramo biti vsi enaki, da nas morajo zanimati iste reči ali da moramo vsi delati enako. Pomeni pa, da smo enotni v duhu in da stremimo k skupnemu cilju in veri v Kristusa. V Kristusu smo torej eno telo in en duh. Povezuje nas eno upanje, ena vera in en krst. Ne smemo pozabiti, da nas vse vodi en Bog in Oče, ki je nad vsemi. To naj nas vedno navdihuje in nam daje moč, da živimo kot eno in povezani v skupnem cilju. Zato ohranimo mir v naših srcih, potrpežljivost v naših dejanjih in ljubezen v naših odnosih. In združimo se tudi v naslednjih pesmih. Kdor more, naj ostane in skupaj enodušno zapojmo našemu skupnemu Gospodu. Ti
Ljubeči Oče, hvaležni smo Ti, ker si nas poklical, da hodimo skupaj po poti vere in upanja. Hvala Ti za dar občestva, da skupaj rastemo v ljubezni, delimo radosti in bremena ter gradimo Tvoje kraljestvo na zemlji. Naj nas vodi Sveti Duh, da bomo resnično živeli kot eno telo, kot ena družina, združeni v veri, upanju in ljubezni. To te prosimo v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje na veke vekov. Amen. Naše oboževanje bomo zaključili s kolekto in zapeli pesem, ki pravi Hozana na višavah. Srce vse naj slavi.
S toplim stiskom roke podelimo drug drugemu spoštovanje kot znak prijateljstva, krščanske ljubezni in sprave. Drage sestre, cenjeni bratje, današnja pridiga je iz pisma apostola Pavla Galačanom. Nespametno bi bilo, če bi katerikoli kristijan v pokrajini z imenom Galacija hotel opravičiti svoje odrešenje po zakonu, torej z deli postave. Potem, ko je bil milostno odrešen po veri v Jezusa Kristusa. To bi bilo tako, kot bi se nekdo želel vrniti v zapor, potem, ko je bil iz zapora izpuščen. Namreč pismo Galačanom nam govori o tem, da smo Božji otroci zaradi vere v Jezusa Kristusa, ne pa zaradi izpolnjevanja del postave, stare zaveze, kajti rojen je odrešenik. Tak krščanski nauk so tedanji spreobrnjenci težko dojeli, kajti živeli so v povsem drugačni kulturi. Veroizpoved je bila drugačna, družbeno okolje je bilo drugačno. Judovski Talmud so zelo dobro upoštevali, verski predpis tedanje družbe in jutranji blagoslov je vseboval to, kar so morali recitirati moški. Ta molitev pa je glasila v prevodu takole: Bog, zahvaljujem se ti, ker me nisi ustvaril kot pogana, sužnja ali ženske. Krščanstvo je bilo oznanjevano v zacementirani družbi, polni predsodkov in slabe tradicije. Danes ni drugače. Tudi danes se utapljamo v predsodkih, stereotipih, ideologijah, prepričanjih, navadah. Smo zelo nestrpna družba, zelo izključujoča družba. Morda ne tu v občestvu cerkve, pa tega ne občutimo. Če pa stopimo v družbo, poslušamo medije in poslušamo brezsrčne ljudi, pa vidimo, koliko nestrpnosti je in kako je družba izključujoča do drugačnih, do drugače verujočih, drugače mislečih. Radi ljudi klasiramo po kategorijah, jim nadevamo šablonske etikete, ker ne vidimo nijans. In apostol Pavel kot genialni akademik tedanjega časa, teolog teologov,
je ta problem razrešil v pismu Galačanom. In sicer ustanimo in prisluhnimo Božji besedi. Pismo Galačanom 3. poglavje od 26. do 29. vrstice. Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda, ne Grka, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske. Kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči. Amen. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med nami. Izvolite sesti. Krščanska vera ni in ne sme biti politična religija. Ne sme in ni, pravzaprav nikakor ne sme postati nacionalna religija. Ne sme temeljiti na spolu osebe, na seksizmu, niti na statusu osebe. Če krščanska vera to postane, torej politična ali pa nacionalna religija, potem to ni več krščanska vera, ker ni kristocentrična, ni usmerjena, osredotočena na Kristusa. Krščanska vera ni geto, ni nekaj zaprtega, ampak je univerzalna religija, ki gradi na ljubezni, sicer je parodija, sicer krščanstvo le oponašamo. Kristjani moramo imeti pogum in dvigniti svoj glas, predvsem danes, v današnjem svetu, zoper horde diktatorstva, represij, nasilja, zlorab, krivic in predvsem delitev. Ne pripadamo sami sebi, tako kot ne pripada samo nam zrak, voda, narava, vonj cvetja, ki ga vonjamo, spev ptic, ki ga slišimo. Ne pripada to samo meni ali pa samo neki skupini ljudi, ampak pripada vsem. To je Božje stvarstvo. Če tega ne upoštevamo, s tem sporočamo, da smo v bistvu egoisti. Panični smo zato, ker se mi bojimo sprememb in novosti. Strah, sovraštvo pa povzročata hude travme in frustracije. V cerkvi ne sme biti tako. Že celotno današnje bogoslužje je tako zastavljeno. Začeli smo Jezus poveži nas. Slišali smo berilo o tem. Slišimo Božjo besedo o tem, kako smo eno v Jezusu Kristusu in tudi na koncu bomo zaključili skupno pesmijo. Oče, Bog, naj svet spozna, da smo eno. Namreč, kje je danes človečansko bratstvo s to iztegnjeno roko? Samo še v cerkvi, tako rekoč. V cerkvi se ne sme nihče počutiti kot tujec in cerkev ne sme biti nikomur tuja. Na zemlji smo zato, da ljubimo druge. Kaj pravi Jezus? In če ljubite samo tiste, ki vas ljubijo, kakšno je vaše plačilo? Apostol Pavel pravi, da smo po veri v Jezusa Kristusa Božji sinovi. To sinovstvo pa ni zaradi fizičnega rojstva, tako kot smo bili rojeni v naše družine, ampak zaradi duhovnega rojstva, tako kot smo rojeni v Božjo družino cerkve. To pomeni, da ne gre za nacionalno, versko, biološko ozadje, kajti prebrali smo, pri Bogu ni ne Juda, ne Grka, ne moškega, ne ženske, ne sužnja, ne svobodnjaka. Božje sinovstvo temelji na odnosu. Kot Božja družina smo edini v Jezusu Kristusu. Smo eden, pravi apostol Pavel. Kristjani smo v bistvu Kristusovci, kajti vsi smo krščeni v Kristusa in smo oblekli Kristusa. Smo Božja družina. V Kristusu so vse meje izbrisane. Kristus je izenačevalnik. To ne pomeni, da gre za togo in hladno uniformiranost, ampak za edinost
v duhu in naš predznak je Kristus. Kako lepo je. Ne narodnost, ne socialno-družbeni status, ne veroizpoved, ne politična usmeritev ali karkoli drugega, ne nek filozofsko-življenjski nazor. Vse to imamo, ampak v Kristusu smo eden. Tega ni v nobeni drugi religiji, kajti religije razdvajajo. Čas je, da opustimo konfesionalne ožine in zaplujemo na odprto morje dialoga, sožitja, sprave in sobivanja. Kajti lakmus je ta papir in ta lakmus papir je ljubezen. In samo ljubezen dokazuje naše krščanstvo. Apostol Pavel pravi, Kristus ni razdeljen. Meje so samo v naših glavah. Bog meja ne pozna. Krščanstvo je v svoji naravi univerzalno, ker je cerkev vesoljno občestvo. Iščimo tisto, kar nas povezuje, ne pa kar nas ločuje, kajti Kristus, ki je naš mir, je iz obeh, pravi, Judov in poganov, Judov in Rimljanov, Judov in Grkov, Judov in Američanov, Judov in Rusov, Judov in Slovencev. Napravil eno. S tem, pravi Pavel, da je podrl steno pregrade. Kje se je to zgodilo? Na križu, na Kalvariji, na Golgoti. Svet bo samo po naši ljubezni spoznal, da smo njegovi učenci. Zato je Jezus molil, Oče, da bi bili vsi eno. Vsi potrebujemo edinost v spravljeni različnosti. Anglikanski duhovnik in teolog John Stott je učil, da moramo kristijani živeti po načelu enotnost v bistvenem, svoboda v postranskem, ljubezen v vsem. Ljubezen v vsem, kajti ljubezen je največja. In tudi, če edinost vere ni možna in je veliko religij in veroizpovedi, tudi, če edinost vere v tem trenutku ni možna, pa je možna edinost ljubezni. Nihče mi ne more preprečiti, da nekoga ne ljubim. In nihče me ne more nagovoriti, naj nekoga sovražim. Torej, možna je edinost ljubezni. V sebi je treba ustvariti prostor za druge, sicer ne bomo osvojili sveta za Kristusa. Mati Terezija iz Kalkute, ki se je dotikala bolnih in gobavih, je rekla, zame je vsak človek posebej Kristus. Naše življenje je šola ljubezni. Jutrišnji kristijani bomo kristijani ljubezni ali pa več ne bo kristijanov. Torej štejejo dejanja, ne besede. V Jezusu Kristusu je tema starega malikovalstva privedena v luč. Nerazumni rituali poganov so dobili pravi pomen v krstu. Človeško filozofijo je nadgradilo božje razodetje. Stare daritve je nadomestila Gospodova večerja kot največja daritev. Čaščenje prednikov je utonilo v zmagi Kristusovega vstajenja od mrtvih. Prazne obljube so zbledele v obljubi večnega življenja. Klicanje duhov je nadomestilo čaščenje svetega duha. Izdelovanje malikov s poskusi ujetja božanskega v materialno je presenetilo z učlovečenjem Božjega sina na prvi božič v Jezusu Kristusu, ki je podoba nevidnega Boga. Torej, to je krščanska vera. Tega ne premore nobena druga religija. Zato je to zmaga. Ta vera zmaga, smo prebrali uvodoma, ki zmaga in premaga ta svet. Ko Pavel pravi, da smo vsi eden v Kristusu, ni mislil, da smo vsi enaki, ampak je govoril o edinosti in tej polnosti človeštva. To je izrazil slikovito in je rekel, da smo vsi oblekli Kristusa. Kajti vsi smo oblečeni v staro obleko, v Adamovo oblačilo.
Ko pa je prišel Kristus, se lahko preoblečem in imam novo oblačilo. Oblečeni smo v Jezusa Kristusa. Ko je v tedanji družbi mladenič odrasel, je slekel otroška oblačila in je oblekel oblačilo odraslega. Ta zamenjava, da so ga oblekli v oblačilo odraslega, je pomenila tudi njegovo odgovornost. Torej, kristijani imamo odgovornost ljubiti. To je edina zapoved. Ljubi Boga in bližnjega kakor samega sebe. Kristijani smo oblečeni v obleko pravičnosti. Kaj pomeni obleči Kristusa? Pavel pravi takole: živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi, ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti, pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za grešno naravo, da bi stregli njenim poželenjem. Način, kako se ljudje oblačimo, veliko pove o človeku. To, kako je človek oblečen, lahko veliko pove o človeku. Ali je oblečen dostojno, primerno, izzivalno, kakorkoli. Ne govorim zdaj o nekih stilih oblačenja. Vsakdo ima svoj stil oblačenja. Razumljivo in prav je tako, ker nismo uniformirana družba. Ampak govorim, da neko oblačenje, ki je tako lahko ekstremno, pove o človeku precej. In zato apostol Pavel uporabi to prispodobo, da smo oblečeni v Kristusa. Torej, čudovita prispodoba. In če ne ljubim, torej sem oblečen, lahko rečem tako, da to okolica opazi. Modni oblikovalci so ponosni na svoje blagovne znamke. Kristijan mora biti oblečen v blagovno znamko z imenom Jezus Kristus. Ko je Jezus obudil Lazarja iz groba, je bil le-ta oblečen v mrtvaška oblačila. Jezus je rekel: odstranite to z njega, ker Bog ima čudovito garderobo za preoblačenje. In najboljše oblačilo, v katerega slikovito govorimo zdaj, ta jezik evangelija, je, da se preoblečem v Kristusa. Zato nadaljuje in pravi: zdaj pa tudi vi odvrzite vse to, kaj? Jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno, žaljivo govorjenje, ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli v red in oblekli novega, torej Kristusa, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. Jezus je prišel v zelo razdeljeno družbo, polarizirano družbo. Celo verska srenja je bila zelo razdeljena na farizeje, saduceje, zelote in vsi oni so se med sabo prepirali. Potem je bila očitna delitev na Jude, Samarjane, pogane, Rimljane, Grke, bogate, revne, moške, ženske, sužnje, gospodarje. Šlo je za rasno, spolno, ekonomsko, versko, statusno razlikovanje. In potem v takšen svet pride krščanstvo, ki je tako povezovalno, ki ima zalepilo ljubezen. In Pavel je tako očiten glede odprave starega reda. Ne smemo živeti v starem redu. Moramo živeti v novem redu, kot novo stvarjenje, preoblečeni v garderobo, v oblačilo Jezusa Kristusa. Kajti krščanska cerkev ima za načelo to, kar je napisano v Svetem pismu. In to smo prebrali. Ni ne Juda, ne Grka. Torej gre za sliko, da ni ne nacionalnih, ne verskih razlik. V cerkvi dobrega pastirja, tu v Novem mestu, smo dobrodošli vsi. Ne glede na verska prepričanja, ne glede na narodnost, ne glede na kakršnokoli orientiranost in ne glede na to, kako razmišljam, kajti ko smo skupaj, nas Božji duh preoblikuje v to, da smo eden v Kristusu in to je možno samo z ljubeznijo.
kajti ljubezen je največja. Torej ni ne Juda, ne Grka, ni nacionalnih in verskih razlik, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, torej niso pomembne družbeno-ekonomske razlike. V svetu se nekdo druži samo statusno, premožnim, uglednim in si to šteje v čas. Medtem, ko so nekje na dnu ali na obrobju drugi. Torej v krščanski cerkvi tega ne sme biti. Potem pravi, ni ne moškega, ne ženske. Torej ni niti spolnih razlik. V protestantski cerkvi so zato tudi duhovnice ženske. Kajti ni ne moškega, ne ženske. Ne moremo imeti moško cerkev, žensko cerkev, da so moški nekaj več in ženske nekaj manj. Kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Namreč ne moremo ponavljati tega, kar je odpravljeno. Kajti Judje so vsak dan molili, in to samo moški, kot sem rekel, Bog, hvala ti, da me nisi ustvaril kot pogana, ženske. Torej, mi smo eno v Jezusu Kristusu. Lahko si Šved, Indijanec, Mehičan, Kitajec, Japonec, Rus, Američan, Afričan, ampak jaz in ti lahko rečeva drug drugemu brat, sestra, smo Božja družina. Poglejte, koliko bratov imamo, koliko sester imamo. Ni to čudovito? Ni nobenega favoriziranja na osnovi starosti, rase, vere, spola, družbenega položaja. Moja narodnost ni boljša od tvoje. Moja osebna situacija ni vredna večje pozornosti od tvoje. Moj spol, to ne pomeni, da sem zato boljši kristjan ali človek od drugega človeka. Prav tako me ne določa moja veroizpoved, ampak moje življenje. Veste, kako pravijo? Lahko uči ali pa živi kot angel, po drugi strani pa so navzven samo to lepa dejanja. V resnici pa tega ni v življenju in v srcu. Na svetu je veliko rimokatolikov, veliko pravoslavnih in veliko protestantov, a malo kristjanov. Na tem se moramo vsi zamisliti. Ko postanemo kristjan, se ne spremeni naša rasa, barva kože, spol, narodnost, družbeni položaj, prepričanje, temperament. Torej ne spremeni se to, da nisi več, ne vem, Slovenec ali pa Japonec, ali pa da nisi več moški ali ženska, ali pa da nisi več, ne vem, direktor v nekem podjetju ali pa morda delavec nekje drugje, kjer je tudi častno delo, ali pa da se spremeni moje prepričanje ali pa moj temperament. Še vedno bom hiter, vesel, zgovoren. Torej, to ne pomeni te spremembe. Sprememba se zgodi drugje. V srcu rečemo, ljubim, in to je največ. Kako lepo je ljubiti. Obleči Kristusa pomeni obleči pravičnost, spoštovanje, odgovornost, poštenost, delavnost, hvaležnost, ljubezen, veselje, mir, blagost, odpuščanje. Kajti po naravi smo oblečeni v starega Adama, zdaj pa se preoblečemo v Jezusa Kristusa. Kakšen je človekov odnos z Bogom, lahko povemo, če pogledamo, kakšen je njegov odnos do sočloveka. Moja vera, moja ljubezen do Boga je vidna v tem, koliko ljubim bližnjega. To je razpoznavni znak. Nažalost, nekateri kristjani rišejo meje med veroizpovedmi, rasami, narodi, političnimi strankami, ekonomskimi razredi. Vse to je razmejeno smrtjo Jezusa Kristusa na križu. Ko rečemo, da je Kristus odpravil razlike, ne mislimo, da razlike ne obstajajo, ampak te razlike ne ustvarjajo ovir za občestvo. Nekateri so želeli, da bi Pavel izključil iz cerkve kristjane poganskega porekla, ker niso bili pod Mojzesovo postavo. Drugi so želeli, da bi Pavel izključil iz cerkve kristjane
judovskega porekla, ker so bili nestrpni do poganske preteklosti in tradicije. Zato Pavel enim in drugim napiše: vsi ste eden v Kristusu Jezusu. To smo prebrali. Vsi ste eden, niti ne eno, celo pravi izvirnik in tako je prevedeno eden v Kristusu Jezusu. Mnogim božjim otrokom primanjkuje razumevanje in spoštovanje različnosti. Torej ni vprašanje, ali sem Jud, Grk, moški, ženska, suženj, svobodnjak, ampak ali sem Kristusov. In tu se bližamo k koncu. Če sem Kristusov, imam svoje mesto v družini, družbi, cerkvi in imam svoje mesto tudi v večnosti. Če sem Kristusov, imam posebno mesto v svoji družini, kajti te družine morajo biti drugačne od ostalih družin zaradi Kristusa, zaradi ljubezni. In tudi tako mora biti v družbi zaradi nas, ki moramo biti sol in luč temu svetu. In tako mora biti v cerkvi in tako bo tudi v večnosti, kajti večnost ni drugo kot Božja ljubezen. Moja identiteta je v Kristusu. V Kristusu najdem svoje noge in v Kristusu s temi nogami pridem domov. Končujem z resničnim dogodkom, ki me je presunil. Mahatma Gandhi velja za očeta sodobne Indije. Leta 1891 se je po diplomi iz prava v Londonu potem iz Londona preselil v Južno Afriko, smo v času kolonializma, se je preselil v Južno Afriko, da bi opravljal prakso. V Južni Afriki so takrat strogo spoštovali rasni sistem, apartheid, torej ločevanja. Gandhi, torej Indijec, ki je študiral pravo v Angliji, pa prišel potem na prakso v Južnoafriško republiko, Gandhi je bil očaran nad resnico Svetega pisma, nad krščanstvom. Prihajal je iz dežele, kjer imajo mnogo bogov. Nič narobe. So zelo miroljubni, prijetni, vse ljudi spoštujemo, kot smo govorili, z vsemi predznaki. Ampak Gandhi je v nekem trenutku bil očaran nad resnico Svetega pisma, ki ga je spoznal med študijem v Angliji, v Londonu in je začel preučevati Sveto pismo. Ugotovil je, da ima krščanstvo nekaj, česar on ni doživel v svoji deželi. Všeč mu je bila posebej Jezusova pridiga na gori, blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, ker bodo potolaženi in tako naprej. Resno je razmišljal in skoraj se že odločil, da postane kristjan. Neko nedeljo je obiskal cerkev v Južni Afriki. Ko je vstopil v cerkev, ga je beli angleški Južnoafričan, ko je videl barvo njegove kože, tisto malo rumenkasto, z bojevitim tonom vprašal: kam greš, kafir? To pomeni pobarvani nevernik. Izraz kafir je rasna žaljivka, bila takrat, tako kot so žalili črnce. Gandhi je odgovoril: rad bi se udeležil bogoslužja pri vas, v vaši cerkvi. Moški mu je na vhodu cerkve rekel: tu ni prostora za kafirje, pojdi odtod, ali pa bom rekel, da te moji vržejo po stopnicah. Gandhi ni več nikoli pomislil, da bi postal kristjan. Čez čas je napisal: vaš Kristus mi je všeč, niste pa mi všeč vi, kristjani, ker ne živite tako, kot vas uči Kristus. Kdo ve, kakšna bi bila Indija danes, če bi Gandhija
tistega dne nekdo spustil v cerkev. Jezus ni prišel graditi zidov, ampak podirati zidove, ki jih gradi svet. Zato pravim, živela razlika. Kajti vsi smo eden v Jezusu Kristusu. Vsi lahko pridemo k njemu, kajti tla ob Jezusovem križu so ravna. Ravna. Ni treba plezati ne gor, ne dol. Ni za privilegirane, ampak smo vsi, kajti Kristus ni privatna zasebna lastnina in nihče nima monopola nad njim. Kristus je odrešenik celega sveta. Vabim k molitvi. Ljubeči Bog Oče, prosimo te, naj med nami cveti lepota prijetnega sobivanja. Zahvaljujemo se ti za Jezusa Kristusa, ki je steber edinosti in bratstva. Naj se porušijo vse pregrade, ki razdvajajo in rojevajo spore, vojne in bolečine. Pomagaj nam premagati vsako ločenost in prezir, da bi lahko drug drugemu izkazovali zaupanje in spoštovanje, saj je en Gospod, ena vera, en krst, en Bog in en Oče vseh. Usmiljeni Bog Oče, prosimo te za spravo in mir med cerkvami, narodi in religijami. Odpusti nam, ker smo svojo razdeljenostjo v pohujšanje svetu, namesto da bi nas svet po naši medsebojni ljubezni spoznal kot tvoje učence. Prosimo te, da bi se ljubili kakor otroci iste matere, da bi premagali predsodke, užaljenost, zamerljivost, sebičnost, tekmovalnost, da ne bi živeli samo zase, ampak bi v svojem bližnjem videli brata in sestro, ustvarjenega po tvoji podobi in sličnosti. Daj nam pogum, da se bomo vedno uprli krivicam in sovraštvu, ki temelji na rasi, razredu, spolu, veri ali strahu pred tistimi, ki so drugačni od nas. Daj, da vidimo v vsakem človeku Kristusa. Nebeški Oče, pomagaj nam pri tem. Amen. Pesem pravi, Oče, združi nas. Bomo vstali in našli skupaj to pesem. Oče, združi nas, da bi svet spoznal, da si me ti na svet poslal.
Sprejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen. Amen.